Dober večer. Danes je zadnji dan Indigo festivala. Z nami sta dva gosta, ki jih po moje ni potrebno posebej predstavljati. Dva filozofa, med njimi je eden tudi politik. In sicer Slavoj Žižek, redni gost Indigo festivala, upam, da tudi v bodoče, in Luka Mesec, politik, mlajši politik, ki pa na politični sceni že kar nekaj časa. Govorila bosta o politiki, pa ne samo o politiki, in tudi o drugih stvareh. Mogoče samo na začetku. En izmed politikov je nekoč rekel, o meni je veliko, ampak res veliko laži, tako da pol od tega je pa resnica. In prosim, Slavoj Žižek, Luka Mesec. Hvala. Hvala. Veliko tem imava in hočeva tudi še mogoče kaj časa za razpravo, zato bi jaz samo, če mi dovolite... Ampak da ne bo pomote, Slavoj, če lahko jaz začnem. S Slavojem sva se 3-krat dobila, tako da je ta pogovor do besede vnaprej popolnoma zrežiran in natemperana sva točno na 1:15. Se strinjam? Zdaj pa prepuščam tvoji improvizaciji. Dobro. Ne bo preveč improvizacije, samo hočem reči, da kaj se bo zdaj zgodilo. Ker se zdaj razglaham za krščanskega ateista, me vedno fascinira, kako, ko nek nadškofel kdo da mašo, veste, kako se reče? Daroval je mašo. Se pravi, midva bova darovala debato tukaj, da smo na nivoju. Gremo naprej. Tema bo, in se ne norčujem, boste videli, Luka bo bolj govoril o splošnem, ne bom rekel čisto filozofskem, ampak družbeno-filozofskem aspektu, kje smo danes. Jaz bi pa samo z nekim kratkim klipom, odlomkom odprl. Ker mislim, da groza tega, kar boste videli, najbolj ponazarja, kje smo. Pred kratkim sem našel nek odlomek na podcast in ker se mi zdel tako nor, nisem vedel, a je to kaj potaknjeno, in sem takoj preveril pri vseh mogočih prijateljih v Izraelu, je resnica. V nekem zaporu, ne tistem na Sinaju, ampak takoj pod Jeruzalemom, imajo zaprte tiste, za katere mislijo, noben ni seveda obsojen, da so Hamasovci. In kaj se tam dogaja? Vsa čast Židom, 7-8 stražarjev je od groze pobegnilo in šlo v javnost, da se dogajajo nepopisna mučenja. In potem je prišlo celo neki megleni posnetki v javnost, kakšna mučenja Palestincev. Standard oblika, se tudi hujša, je, se opravičujem za vulgarnost, da so Palestince tako priklenili na tla, na trebuhu, potem ji pa, se opravičujem spet za vulgarnost, v rib potiskali debu jeklen kol, iz katerega so štrlele kot igle in povzročili tako rektalno krvavenje, da jih je precej, po nekih ocenah, vsaj par 10 umrlo. Zdaj pride prava groza. Nisem utopist, pazite, Nasrala lepo, da je umrl. Nisem za Hezbollah. Samo, veste, kaj je mene zgrozilo tukaj? Izrael, ki je resno civilizirana država. Kako je to odmevalo v javnosti? A so probali kaj utajiti? Ne, ni več sramu. Odkrito o tem razpravljajo se slikami, stand-up komiki to opisujejo, se norčujejo, a je to nova moda med homoseksualci in tako naprej. To samo pa ti lahko takoj začneš kot uvod, ker se midva sprašujeva in nisva neumna. Vsi to delajo, dogajajo se neverjetna mučenja in tako naprej. Samo nekaj grozljivega je pa lahko, če celo država kot Izrael, kjer imam še vedno neko spoštovanje, če pristane na to, da se o temu brez
sramu tako odkrito govori. In s tem upeljem, ko se reče, Luko ali Lukota, jaz nikoli ne znam tebe, ki bo orisal horizont, kje smo danes, kaj se dogaja z utopijo, nostalgijo, z razpadom temeljne družbene vezi, da je nekaj takega možno. 5 minut, pol pa ti. A bi se umaknili ali kako? A se bo? Something very sick and evil is happening in Israel's jails, and almost nobody is talking about it. Israel is running, and let's be absolutely explicit about this, a system of torture camps. Welcome to hell is not an exaggeration. 9 Israeli reservists sodomized by inserting metal objects up the anus of the prisoner and causing terrible internal injuries. This is leaked CCTV video of what Israeli military police allege is a detainee being sodomized as he's hidden from the view of security cameras by riot shields. They were arrested, taken away to a detention center where there was an enormous outcry. And there was actually an invasion of the detention center, including politicians, in support of the Israeli soldiers. שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה, לא נגמר. אנחנו לא יכולים להמשיך כרגיל. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. הכל! הכל! In Israel, the reaction is it right to sodomize prisoners? This conversation went on breakfast television. It's sort of their equivalent in Israel of GMTV. מבצעים עבירה, חשודים בעבירה של אינוס, בעצור כפות. זה לא מעניין אותך? בגדול, עוד פעם, זה מעניין לי את העכוז מה עשו לאיש חמאס הזה. אני כל הזמן זוכר, קודם כל, הדבר היחיד שמבחינתי הוא בעיה פה, זה שזו לא איזושהי מדיניות מוסדרת של המדינה להתעלל בעצירים. כי בגדול, זה גם, קודם כל מגיע להם, וזה אחלה נקמה שאנחנו צריכים לתת להם. ודבר שני, אולי זה גם ישמש אותנו קצת יותר כהרתעה. So you have Israeli TV pundits discussing the merits of allowing Palestinian prisoners to be raped. Many members of the cabinet are justifying it. Take the example of the Israeli Energy Minister, Eli Cohen. Reservists who do holy work and guard the despicable Hamas. Itamar Ben-Gvir, who is the security minister, went even further. Take your hands off our reserve. To je vse. Upam, da vas, mene je malo streslo. Ne to, kaj se dela. Verjamem, da drugi niso nič boljši. Ampak kako preprosto, odkrito se o tem govori. Mislim, kje smo? Nekaj je narobe, ne samo z družbo v tem tradicionalnem pomenu, eni so bogati, drugi so revni, bla, bla, ampak samo temeljno družbeno vezjo. Ker jaz sem tukaj za osnovno hipokrizijo. Hipokrizija je boljš kot odkritost. Odkritost pomeni, da sploh se nimaš na kaj opreti. Hipokrizija pomeni, da lahko nasprotnika vsaj loviš, da mu rečeš tukaj pa nisi konsistenten s sabo, nek prostor odpre. In danes se v Rusiji, v Izraelu, da v drugih državah ne govorim, danes te meje padajo. Kaj se dogaja? Jaz kot filozof sem zmeden in dajem besedo tebi. Ja, dober večer. Tudi jaz sem zgrožen, ta posnetek vidim prvič, nisem poznal groze, ki je, se strinjam s Slavojem, bolj grozljiva v smislu, kako zlahka Izraelci kot narod take stvari upravičujejo. Bi pa mogoče, glede na to, da Slavo je rekel, da darujeva debato, tudi jaz začel z enim konzervativcem, ki mogoče nam da en lepo pogled v to. Oba dva so brala Chestertona, on je sicer krščanski apologet iz začetka 20. stoletja, zdaj cela filozofija njegova, nimamo časa, da bi se o tem pogovarjali, ima pa veliko lepih poetičnih poant. In ena od teh je, ko reče, kako je možno, da se človek obnaša kot žival. In pol obrne
našo običajno razlago na glavo, v smislu, mi imamo živali za nasilne in brutalne, on pa reče, pa saj obratno, saj je človek edina divja žival. Človek je edina žival, ki je pač iz okvira ušla in človek je edina žival, ki lahko naredi dobesedno karkoli, kar si zamisli. In v tem smislu je naš mentalni ustroj, svet idej, v katerem živimo, v bistvu tisti, ki upravičuje taka dejanja. Zato v bistvu sem jaz danes razmišljal, kako izkoristiti privilegij, da se pogovarjam s Slavojem, da bi bilo... Ne me preveč hvali, da ne boš v gulag našel to. Da se mogoče morava začeti pogovarjati o tem, kam je izginil naš optimistični miselni horizont. Zdaj, tema letošnjega Indiga so paralelni svetovi. In vprašanje, ki se je meni ob tem uprlo, je, zakaj je edini paralelni svet, ki si ga danes pač zamišljamo poleg našega, v bistvu distopija. Takšna ali drugačna. Ali je to tehnodistopija, ali je to podnebni zlom, ali je to vojna, ali je to takole pač mučenje, kot smo ga zdaj gledali. Skratka, nekako smo vsi pristali na tem, da živimo v najmanj slabem od vseh svetov, da so vse alternative slabše in da drvimo na slabše. In tukaj vidim temeljni politični problem današnjega časa. Mislim, da je temeljni problem ta, da kot družba ne samo, da ne verjamemo več, niti zamišljati si nismo več sposobni boljšega sveta, da ne rečem utopije. Pa bi mogoče tukaj začel. Zdaj, utopija je, zelo pavšalno bom govoril, je po mojem zelo evropska stvar, ki se je začela oziroma je prevevala cel novi vek. To je doba, ki jo zgodovinari ponavadi označujejo od odkritja Amerike do konca Prve svetovne vojne. Se pravi tam, ko je stari red v Evropi umiral in se je začenjala sodobnost. Nekako hecno, krščanstvo je bilo tisto, ki je verjelo v odrešenje, krščanstvo je verjelo tisto, da se pač nekoč nekje nebo odpre, ampak ravno takrat, ko je krščanstvo umiralo, ko je krščanstvo popuščalo, se je Evropejcem horizont odpiral in smo si znali zamišljati alternative. V kratkem 20. stoletju, tega bi jaz označil od 1917 do 1989, so bile te alternative sprobane. Različni kapitalizmi, od socialdemokratskega do najbolj takih z kremplji in zobmi, do različnih poti v socializem, do konc koncev fašizma in nacizma, do vrste revolucij, ki se je v tem obdobju zgodila. In v bistvu, ko gledamo nazaj, se zdi, da smo imeli pač neko tako stoletje, kratko stoletje kolektivnih družbenih eksperimentov, kjer smo probali vse možno, tako se nam danes zdi. In ko prebijemo berlinski zid leta 1989, kot vemo, pač Fukuyama razglasi konec zgodovine, jaz ne bi rekel, da ga je toliko razglasil, kakor je imel dober nos za duh časa. In zdaj v našem stoletju, rečemo od leta 1989 naprej, si v bistvu ne znamo več zamišljati alternative. Oziroma edina utopija, ki si jo še zmoremo zamišljati, je nostalgija. Pa bom tukaj kritičen ne samo do desnice, pač vemo, po čem je desnica nostalgična, tudi ko se z različnimi barvami na levici pogovarjamo, ima vsak svojo interpretacijo, kdaj so stari dobri časi minili. Stari dobri časi socialne države, stari dobri časi sveta, kjer je bil kapital obuzdan znotraj nacionalnih držav, ne pa podivjan globalno, in razlago, kako in zakaj se je to končalo. Zdaj, moj problem je, da to postaja prvovrsten politični problem, pa bom dal tukaj eno mogoče prispodobo za to. Zadnji 2 leti sem kot minister za delo vključen v evropske inštitucije. Ti so v grobem 3. Evropska komisija, ki daje iniciative in sestavi v bistvu, kako bo izgledala in kaj bo počela pač Evropa v 5-letki. Evropski parlament, kjer 750 poslancev v tem iniciativah, ki jih da Evropska komisija, razpravlja, in svet EU, kjer sedimo ministri v različnih sestavah, ki to potrjujemo.
No in kar se je zgodilo ob prehodu iz prve komisije von der Leyen v drugo, je, da je prva, ne glede na to, koliko smo kritični, poskušala z nekimi progresivnimi zastavki. Recimo, zeleni prehod je bil vsaj v začetku pač dobra iniciativa, čeprav je bore malo ostalo od njega. Komisar, s katerimi smo mi delali, je uspel izpeljati direktivo o evropskih standardih za minimalno plačo. Večina ali pa kar nekaj evropskih držav ima minimalne plače daleč pod našo ravnjo, ponekod sploh ne obstajajo in tukaj smo uspeli poenotiti standarde, da je primerna minimalna plača enaka vsaj 60% povprečne. Zdaj, ko se pomikamo v nov mandat, pa prihaja recimo na področju, ki ga jaz pokrivam, do enega čudnega obrata. Ker ni več tega horizonta, kaj hočemo, ne? Hočemo pravice iz dela, hočemo zeleni prehod, ampak je samo še strah pred globalno konkurenco, Kitajsko in drugimi vetrovi, ki šibajo okrog nas, se je recimo prvič po letu 67 ukinilo resor, ki se je imenoval resor za delo in socialne zadeve v Evropski komisiji in se ga preimenovalo v resor za ljudi, pripravljenost in veščine. Zdaj, kaj nam to sporoča? V 20. stoletju smo socialno državo postavili okrog tega, da je bil v središču delavec, ker so bili na oblasti več ali manj socialisti, socialdemokrati ali pa socialno obarvani konzervativci po vojni povsod in so v središče postavili delavca. Delavec, ki dela, plačuje prispevke za zdravstvo, pokojnino, socialno državo in tako naprej. To je prispevek za kolektivno solidarnost, to je prispevek, ki ga plačamo za civilizirano družbo in iz tega ven napajamo sisteme, ki omogočajo enakost med nami in enake možnosti od rojstva do smrti. Zdaj smo govorim Evropska komisija, je pa ta resor spremenila v nekaj drugega. Če govorimo o tem, kaj so ljudje, pripravljenost in veščine, to pomeni nekaj drugega. Nismo več mi, ljudje, zaposleni, tisti, ki bomo gradili svojo lastno prihodnost, ampak krize letijo okrog nas, mi nanje moramo biti pripravljeni in kar lahko naredimo je, da bomo z veščinami oborožili ljudi za to, da se bodo lahko s temi krizami spoprijeli. Se pravi, iz aktivne vloge nas kot gradikov prihodnosti smo se prepustili temu, da nam prihodnost narekujejo sile, ki jih ne moremo kontrolirati. Zdaj, jaz sem se pred skoraj 10 leti eno poletje učil kajtati, pa bom dal en primer iz tega. To je približno tako, da smo pripeti na padalo, pa ne moremo več padala kontrolirati. Ampak se samo še pogovarjamo, kako se pač vetru, ki nas odnaša okrog, prepustiti oziroma prilagoditi. In v tem smislu, mislim, da je danes prvovrstna politična naloga, da se vprašamo o tem, kako smo se v takem položaju znašli in kako si zamisliti alternativo oziroma kako odpreti horizont, da lahko spet mi sami vzamemo svojo prihodnost v lastne roke. To bi bila moja stočnica. Evo, Slav. Mal hitro si končal, ampak v redu. Lahko bi še, ne. Kar bi rad zdaj jaz razvil je navezujoč na to, kar si ti rekel, da se id v različne smeri. Naprimer, ko smo se o tem pogovarjala, si imel neko zelo lepo paralelo kultur. Evropa, kot si povedal, je ta apokalipsa, mogoče nov začetek, zareza, progres. Potem, kot si sam rekel, islamske države imajo svoj model, neke druge afriške, bolj ta model krožnega razvoja. Je pa zanimivo, ko si omenil Kitajsko, ne? Ki imajo bolj, kot si ti omenil, nek tak vijugast. Upanje njihovo je to. Stvari grejo gor pa dol v vijugi, sam je pa neko upanje, da ta vijuga gre počasi gor. A bi se strinjal tukaj s tem mojim, niti ne popravkom, ampak dodatkom bolj, da je pa Kitajsko vrgla v zgodovino neka strahota nepopisna, ki se jim je zgodila okoli leta 1891.
1940. To so imeli kot apokalipso. Namreč, a veste, se upravičujem, če kiri že to misel ponavljajo, ampak, kako bi rekel, to morate vedeti. To niso samo zgodbe, kaj je kolonializem vse groznega prinesel. Dve absolut grozoti sta se zgodili približno ob istem času. Angleška okupacija Indije, kolonizacija in v opijski vojni združen napad zahodnih sil na Kitajsko. Ta napad je ena največjih sramot za mene v vsaj zapisani zgodovini človeštva. V Indiji so milijoni stradali, zato ker so predvsem v Bengalu Anglezi vrgli kmete iz zemlje in začeli gojiti mak, opi, da so opi izvažali na Kitajsko. In to je postalo tam tako množično, da je dobesedno država začela usihati. Nek mlad cesar je probal narediti, kar se da, in pisati pismo kraljici Viktoriji. Takrat je že bila. Nekaj naredi. Viktorija mu sploh ni odgovorila in potem je naredil se stališča imperializma napako ta cesar. Samo to. Prepovedal je uvoz opija iz Indije. Z razlago, ki je zelo zanimiva, da svobodna trgovina je temelj civilizacije in če katera država to krši, jo imajo druge države, ki zastopajo pravo svobodo, pravico napast, da jo prisilijo k odprti trgovini. S to razlago so združene zahodne sile, vse skupaj, Anglija, Francija, Amerika, Nemčija, napadle Kitajsko in povzročile takšno razdejanje, da ne vlečem. Dan samo primer. A vi veste, ko govori se, pa to so bile inertne države in tako naprej, a vi veste, da je bila še leta 1820 Kitajska, ne per capita, priznam Angliji tukaj, ampak po globalnem bruto proizvodu, 3-krat močnejša od Anglije. To je bila relativno dobro delujoča glavna gospodarska velesila na svetu. Kar se je zgodilo kot posledica te opijske vojne, in ko sem imel neko predavanje v Latinski Ameriki, po Zoomu, sem jim predlagal njihovim kartelom, a ne bi oni to aplicirali danes. Amerika omejuje uvoz opija iz Kolumbije, čakajte, prosta trgovina je temelj civilizacije, se pravi, ne karteli skupaj napadajo Ameriko. Neka pravičnost bi bila v tem. Da grem naprej. Nepopisna katastrofa. V 15-20 letih je bruto produkt, to se da oceniti, ker Kitajska je bila velika birokratska država, imaš zapiske, tako kot Anglija, vse se ve, za več kot 2/3 padu. Milijoni so umrli in tako naprej. Celo 19. stoletje potem je bilo nepopisna groza za Kitajsko. In tukaj je, ob vseh grozotah, ki jih je potem on počel, Mao prišel z nečem podobnim kot evropska ideja progresa, na podlagi te travme. Ampak, da ne vlečem v tem, gremo naprej. Kar si ti rekel o utopijah. Spet imam en dodatek, blazno se strinjam s tabo, da to, kar si rekel Fukuyama, 90. leta so bila slavljena kot konec utopij. Utopija je pomenila celo dediščino francoske revolucije, ti bolj radikalni poizkusi in kot si ga že ti omenil, če parafraziram Churchilla, ugotovili smo, da je liberal-demokratski kapitalizem, spet paradoks Churchillov slaven, najslabši možni sistem, problem je v tem, da so pa vsi drugi še slabši v praksi. Tako da, a bi se strinjal s tem dodatkom, da ni samo utopije do 1990, pol pa nostalgija, prava utopija so za mene bila 90. leta. Takrat smo mislili, zdaj pa smo tam. Če ne najboljši vseh možnih, pa vsaj najboljši vseh slabih svetov. Potem se je pa začelo. 11. september, globalno ogrevanje, sedanje vojne in tako naprej, grožnja umetne inteligence in
kot si ti že rekel, se strinjam, reakcija je bila distopije. A bi se strinjal s tem, mislim, to je formalno vprašanje, seveda se moraš, a bi se strinjal s tem, da se je tukaj pa proces lepo zapletel. Jaz teh distopij nikakor ne bi preprosto zavrgel, kot samo uživanje v dekadenci pa to. Kot je nedavno umrli Frederick Jameson in dovolite mi, se je bil ne tukaj, ampak v Ljubljani parkrat, trenutek, da mu izrazim spoštovanje, ker če kdo ni bil nek neumen dogmatični marksist, bo pa neka nova, je bil on. Veste, zakaj ga cenim? O tem sem že pisal v nekih zahodnih blogih. A veste, to modrost francosko, tam imajo mitično figuro, Monsieur Lapalisse, ki govori tautologije, ki so pa resnica. Najbolj znana tautologija njega je, 1 minuto pred njim umrl, je bil gospod Lapalisse še živ. Ker je res. Jameson, vem, ker sem bil v stalnem stiku z njim, z njegovimi, ki je umiril. Jameson je umrl kot Lapalisse. Doma je umiril. Dan predn je umrl, je rekla njegova žena, jokajoč, je še rekel, to je zadnjih 1 besed, ki jih je spregovoril. Prosim, rabo bi te knjige pa nov blog, da zapisujem. To je dobesedno, on ni umrl. On je živel do konca in potem se mu je smrt zgodila. Zato bi rad v čast Jamesonu, ena njegovih fraz, ki so ponarodele in ki se napačno pripisuje tudi meni, se spomniš, je tista slavna, lažje si je predstaviti konec sveta kot konec kapitalizma. Naše geslo danes mora biti, in to je v duhu tvoje alternative, glede na to, da Jameson ni umrl, smrt se mu je zgodila, lažje si je predstaviti smrt kapitalizma kot smrt Jamesona. On bo postal. Skratka, na kar je Jameson opozoril, joj, kako bomo pogrešali tega človeka. Veste, on je bil normalen, radoživ levičar. Ko sva govorila, a si videl kak dober film, se je stresel, če sem omenil neke tam južnokorejske umetnine, pa to je rekel, ta James Bond je slabši od unga, pa on čisto normalen. In kar je njega fasciniralo v distopijah, je dvoje, takoj sva se ujela. Po eni strani, kako imajo distopije dvojno, eno mračno perverzno, pa eno pozitivno družbeno razsežnost, celo utopično vedno. Recimo, ne vem, če ste gledali, jaz nisem prevelik občudovalec, ampak ta deklina zgodba, Handmaid's Tale. Zanimivo, kako ne samo moji moški prijatelji, tudi ženske, veste, zakaj so gledali vsaj prvi 2 sezoni, pol se porazgubi z navdušenjem? Zaradi tega, ker samo čakaš, kak nov način bojo v tej republiki Gilead pogruntali, da se bolj ponižajo ženske, ne? In čeprav, to je bil tipičen primer tega, čemu bi lakanovsko rekli plus de jouir, presežno uživanje. Ravno zato, ker veš, to je grozno, to obsojem, pa iščeš, a jim bojo to naredili, se veste, kaj polu, proti koncu jim tlo pripnejo zobe, usta, tako da sploh govoriti ne morejo in tako naprej. Se pravi, perverzni užitek v grozi, ki jo vidiš, je pa še ena stvar in na to je Jameson opozoril. Utopični potencial pogosto je prava topika distopije, da polk se družba zruši, problem je v tem, da je v bistvu ista družba, samo bolj pošten kapitalizem. Recimo, zelo slab film je pa zanimiv Kevin Costner. Takrat se je začel njegov propad, da je čist zgubil, ne? Postman. Je neka katastrofa in družba razpadla, samo mali naselki tu pa tam, junak najde neko uniformo poštarja in začne raznašati pošto in počasi spet vzpostavi Združene države Amerike. Utopija je v tem, ki bojo bolj solidarne in tako naprej. In ni to samo meščanska utopija, recimo Jameson je rekel, njemu so bile, a veste, v teh utopijah konec civilizacije, ni več elektrike pa to, ampak je
tako opozoril na ta utopičen moment, recimo, a ni lepo, večina ljudi je mrtvih, pa greš v veleblagovnico, pa ni nobenih blagajn, pa si lepo nabereš stvari in tako naprej. Nova solidarnost, ne vem, če ste gledali, celo, popravite me, če se motim, a ste gledali serijo, zdaj vsi čakamo drugo sezono, The Last of Us, Zadnji med nami, kjer moški pa neka njegova mlada prijateljica, ki jo ščiti, nič seksualnega, potujeta po tej postapokaliptični Ameriki in prideta v neko malo mesto, kjer so se domačini tam dobro organizirali, solidarno, pa pravi, ne vem, a ta junak ali to, ja pa, kaj pa delate tukaj, se je, da ste v komunizmu in dobi dober odgovor, ja, tukaj imamo komunizem. Se pravi, te apokalipse jaz ne bi videl samo negativno plat, tudi tam preživi neka v dobrem pomenu utopična razsežnost, da o tem ne govorim, da so utopije, da so distopije, vedno utopija enega je distopija drugega. Ne? Recimo, Trumpovska utopija, vemo, kaj se dogaja s splavi in vsem tem, kaj se bo, je seveda distopija za feministe in druge in tako naprej. Samo da zaključim z 2 točkama, a bi se ti strinjal, ko sem prav razmišljal, da bi upeljal še en pojem utopije, ki ne ustreza čisto, kar si predstavljamo potem. Na nek način, veste, v katerem pomenu mi živimo v utopijah? V pomenu, da rečemo, živimo v liberal-demokratski, kapitalistični državi, laissez-faire, trg in tako naprej, ampak če si odblizu pogledamo situacijo, mora ta država, ekonomija, oblast kršiti lastna pravila na vse mogoče načine, da sploh lahko preživita. In tukaj bi se vrnil zdaj k tvoji temi, ta razpad družbenega, o tem sem že govoril, veliko naokoli. Začel se je s Haitijem. Se veste, kaj se tam dogaja? Še zdaj, in to je že 1 leto, tolpe obvladajo več kot 80% države. Država je razpadla. Dobro, boste rekli primitivna država. Moja teza je v tem, da marsikje po svetu danes kapitalizem prehaja v fazo, ko se dobesedno ne more več normalno reproducirati brez zunaj zakonskega nasilnega pritiska, ki je formalno ilegalen, ga pa država podpira, diskretno ali pa vsaj tolerira. Naprimer, Zahodni breg. Tam imate te settlerje, naseljence, ki kršijo direktno, ne nek palestinski ali islamski ali združeni, pustimo to, izraelski zakon kršijo. Država jih tolerira. Ne gre več brez toleriranja tega. A mislite, da sta Amerika pa Rusija kaj drugačni? Wagner grupa je bila primer te dvoumne skupine, ki formalno ni del države, kot se je potem, sam Putin je priznal, razkrilo, je država vse skozi financirala Wagnerjevo grupo. V Ameriki Proud Boys in te skupine. Trump jih noče si direktno prisvojiti, jih pa podpira. Se pravi, res je situacija nevarna, ker prihajamo v položaj, ko se, in tukaj je najna žalostna usoda, jaz upam, da se boš malo strinjal, na neki ravni moramo biti tudi mi brezsramno za law and order. In naš očitek mora biti oblasti, ne to je trd law and order, ampak vi sami ne morete ohranjati lastnega reda in zakona, kršite. In veste, kaj bi vam zato jaz dal tukaj kot primer, največji simbol, kje smo danes. Neka idiotska ameriška revija me je vprašala, kdo je heroj našega časa, oziroma bad guy. In so pričakovali, da bom te običajnim medijem, da bom sledil, vse poznate te oslarije, da bom rekel, ne vem, Netanjahu, Jahva Sinvar, Putin, Kim Jong-un. Ne, jaz sem rekel
jaz sem rekel, kako mu je že ime, Kangala, kaj skratka, vzel sem primer Sudana, kjer je zdaj nepopisna državljanska vojna. In imaš te tako imenovane warlorde, vojne gospodarje, ki ima svoje področje, izjemno brutalno do lastnih ljudi in tako naprej. In vsi ti so hkrati z izjemno brutalnostjo do lastnih ljudi idealno vključeni v mednarodno trgovino. Recimo, res mi je, obžalujem, ušlo ime ta glavnega v Sudanu, ki izvaža zlato in ostale stvari v Arabske Emirate, ti ga podpirajo, hkrati krade k humanitarno pomoč, ki prihaja k njegovim ljudem. Ni važno, hočem samo reči to. Feudalizem. Ni več enotna država, isto je Kongo in drugje, nek feudalni gospodar obvlada na zelo primitivni, brutalni ravni del prebivalstva. In tukaj, to je moja zdaj dialektična poanta, treba dopolniti, se mi zdi, Varoufakisa. Mal mi je sumljiv, Hemeti je ime tega. Hemeti pomeni mali Mohamed. Ta gospodar v Sudanu, kaj je tako groznega tukaj? A veste, Varoufakis teza, se je tukaj, meni se zdi prav razlagal, kako ta kapitalizem prehaja v neofeudalizem. Jaz imam še vedno probleme s to njegovo formulo, ampak on je mislil te velike, Elon Musk, Jeff Bezos in tako naprej, vodje korporacij, ki privatizirajo na nek feudalen način celo območje. Ampak mislim, da je paradoks danes, da je to en tip kapitalizma, feudalizma, ki pa v državah tretjega sveta je čedalje bolj dopolnjen s tem izjemno brutalnim direktnim feudalizmom, ki niti ni feudalizem tega razvitega srednjega veka, ampak brutalni feudalizem začetka. Tukaj smo danes. Kam pa gremo, govori. Ok. Bom poskušal mogoče skozi 3 točke odgovoriti. Prvo, ko govoriš o kitajskem stoletju ponižanja, tako... In indijskem, ne pozabno. In indijskem. Ampak termin je kitajski, ker tako kitajska komunistična partija imenuje pač njihovo 19. stoletje po opijskih vojnah, ko je Kitajska iz ene najbogatejših držav na svetu zdrkala na eno od najrevnejših. In to je bila resnična groza na Kitajskem. Pol ima pa tukaj Adam Curtis, ta slavni ustvarjalec dokumentarnih filmov, en ful dober twist, ko reče, Kitajska po pač smrti Maa in po padcu tistega Gengo Four pride Deng Xiaoping, ki postavi pač temelje sodobne Kitajske. On je pač iz maoistične države naredil to, ustvaril to, kar imamo danes. In začetek tega je bil, da je uporabil enormno število kitajske poceni delovne sile, zato da so začeli za Zahod proizvajati poceni robo, ki tudi nas preplavlja v 90-ih in tako naprej. In Curtis reče, evo, tako nam je Kitajska vrnila za opijske vojne, oni so s to poceni robo pač izumeli svoj opij, ki ga izvažajo na Zahod. In mislim, da mindset Evrope, ko se danes pač toliko bojimo, kaj bo v globalni konkurenci, je precej zaznamovan v resnici pač s kitajsko izkušnjo oziroma s kitajsko izkušnjo Evrope. Kot bomo zdaj v Evropi pač doživljamo evropsko izkušnjo Kitajske. In zanimivo to, kar si prej govoril, je, da se strinjam, jaz tudi mislim, da utopija je zelo evropsko pojmovanje časa. Ker tukaj imamo konec koncev, jaz tudi verjamem, da
Je sicer krščanstvo se je povsem sekulariziralo in pač Evropa ni niti približno več verna, ampak je pa pustilo nekaj kulturnih korenin. In v tem smislu smo krščanski ateisti in smo drugačni, ne vem, od budističnih ateistov. In Biblija je pisana na način, da smo pač v času med prvim Kristusovim prihodom in drugim, ki bo apokalipsa, zadnja sodba, ki lahko pač je dober ali pa slab znak, ne? Odvisno od tega, kako smo se prej v življenju obnašali. In tukaj se že stoletja pač govori o naši sedanjosti kot mi, ki živimo na koncu časa. Jaz sem to najdel tako, tudi v nekih tekstih, ne, iz 13. stoletja je pač nekdo pisal, mi, ki živimo na koncu časa. In nam se še vedno, vsakič se nam zdi, da pač živimo na koncu časa in da bo nekje pač nekaj počlo. Zdaj, nažalost se nam trenutno zdi, da je ta pok samo apokalipsa, ni pa ta pok nekaj pozitivnega. Zdi se nam, da lahko zdrknemo samo navzdol. In jaz mislim, da ta strah ima v bistvu dva glavna temelja, oziroma tri. Prvi je ta globalna konkurenca, drugi je, če grem jaz tudi malo v 90. Se strinjam z oceno, da je bil Fukuyama zadnji utopist. In zdaj je levičar, zelo zanimivo, to ljudje ne vejo, zdaj ni več Fukuyama ist. Ja, ker sicer smo v 20. stoletju imeli praktično samo distopične tekste, ni bilo več utopičnih. Prvega vem, da ga je napisal Zamjatin, on je bil sovjetski avtor, ki je tam že v 20. še pred prihodom Stalina, napisal knjigo Mi, ki pač sovjetsko takratno družbo izstreli v leto 2800, ko je po veliki vojni živih samo še 200 milijonov ljudi. Teh 200 milijonov so vsi numeri, se pravi, nimajo več imen in priimkov, ampak imajo številke. Vse je kolektivizirano, cel čas je podružbljen, na dan imaš samo 2 osebni uri, kot temu reče, med 4. in 5., pa med 9. in 10., ko pač delaš zasebne stvari. Živijo pa v zgradbah, ki so popolnoma steklene, tako da si ves čas na očeh sosedov. In pač Opiše. V osebnih urah ga imaš lahko. Ampak takrat lahko zapreš steklo? Ampak je pa, ne smeš. Ampak je pa prepovedana ljubezen. Skratka, družba mora biti popolnoma racionalna. No in v tem smislu je pač on odprl uverturo, kako so skozi 20. stoletje se pisale distopije. Več ali manj so bile te distopije povezane z strahom pred socializmom. Nekatere so bile tudi strahom pred kapitalizmom, ampak več jih je bilo v prvo smer. In zato mislim, da se danes zelo bojimo tega. Je bila pa zadnja utopija, poleg Fukuyamove, po mojem tehnoutopija. Če so bila kaj, so bila 90. pač čas prihodnosti z večno modrim nebom, steklenimi stavbami, letečimi avtomobili in tako dalje. In tukaj je tudi zanimivo, ne, da tudi tehnologija danes v bistvu postaja drugače pojmovana v naši družbi. Moja prva asociacija je Black Mirror, ki je po mojem bila serija, ki je zvezala v bistvu to našo osebno izkušnjo, ko pač primeš mobitel pa gledaš v črn zaslon z distopičnimi variantami prihodnosti, ki jih odpira. Od družbe popolne kontrole do tega, kako je možno internet zlorabljati za to, da pač zaščužnjuješ ljudi, do sistema socialnih točkovanj, vse verjetno ste gledali, no, da ne opisujem. In zanimivo je, da to je v bistvu zelo star motiv, ki ga pa dolgo nismo resno obravnavali. Po mojem je prvi tehnološko distopični avtor Frank Herbert, ki je napisal knjigo Dune, ki je leta 1965 pogledal za par tisočletij naprej v prihodnost in si prihodnost človeštva zamislil takole. Ljudje bodo razvili stroje, ki bodo pametnejši od njih, ti stroji bodo ljudem zavladali, med njimi se bo ujela vojna, ljudje bodo to vojno dobili in ko bo vojna zmagana, bodo ljudje sprejeli, on temu reče, nova oranžna Biblija, kjer je prvo pravilo, da noben stroj ne sme biti pametnejši od človeka. In to je uvertura v film, ki ste ga verjetno vsi gledali, kjer
v bistvu potovanje po vesolju omogočajo mentati, ki zaužívajo to začimbo iz peščenega planeta in oni so v bistvu človeški nadomestek računalnikov. In oni so v bistvu novi feudalni vladarji vesolja. Medtem kot tehnologija, ki bi bila pametnejša od ljudi, je pa prepovedana. Ampak danes jo imamo v žepu. In prej, ko sem rekel, da smo privezani na padalo, ki ne vem kam nas vleče, mislim, da je tehnologija v resnici druga stvar, ki dobiva svojo pamet in tudi ne vemo, kam nas vleče. Tako da skratka, to je druga poanta, zakaj si ne moramo zamišljati utopije, ker utopija je pač kolektivna aspiracija, je prihodnost, ki jo sami gradimo. Mi smo zdaj ukleščeni med več sil, ki so dobile avtonomijo. Globalna konkurenca, ne moramo konkurirati. Vojne, ki divjajo okrog nas, nimamo zares vpliva. Tehnologija, zdi se nam, da izgubljamo vpliv. In v tem smislu smo v krču. Ampak to pomeni, da je še toliko bolj potrebna pač zamisel alternative. In pa tretja stvar, kjer bi pa mogoče se pomaknil proti bolj pozitivnim sklepom, če pogledamo pač pod mikroskop zahodno družbo, pa mislim, da je situacija tale. Zakaj so utopije zginile? Tisti Chesterton, ki sem ga prej citiral, je leta 1908, ko smo imeli prejšnjo obličico precej skrajnega ekonomskega liberalizma, ki je pol počel 2 svetovni vojni, je takratno družbo opisal kot mi nimamo več nobenih idealov, pač družba nima več smeri. In vsi smo postali neke vrste, kako bi rekel, spontani ničejanci, nihilisti, v smislu, ko Niče pač govori v svojem idealu, človeka ne reče, jaz pa hočem iz človeka narediti pametnejšega človeka, ali pa jaz pa iz človeka hočem narediti bolj poštenega človeka. On reče, moj ideal je nadčlovek. Kaj točno je nadčlovek? To nima nobene vsebine. Pač nadčlovek je samo nekdo, ki si iz takih ali pa drugačnih razlogov misli, da je boljši od drugih. In v tem smislu pač postaja reklo, tisto, kar imajo nekateri na hladilnikih, pač believe in yourself. Pač ne verjameš v nič več razen vase. In v tem smislu smo pripravljeni verjeti v karkoli, kar se trenutno dogaja v Izraelu. B, edina utopija, ki se jo še lahko zamislimo, oziroma edino upanje, ki ga še imamo, je osebno upanje. Nekoč mi bo uspelo, nekoč bom bogat, nekoč bom neki. Utopija ali pa alternativa je pa vedno kolektivna, je pa družbena aspiracija. In tukaj mislim, da imamo temeljni problem. Evo, Slavoj, zdaj pa te podajam žogo. Ne, boš spet moral ti. Sramota, korumpiranemu politiku ste prej ploskali kot meni. To si bom zapomnil. Se opravičujem. To je tebi podal. Bom spet preskakoval, se opravičujem. To me je zelo razburilo v dobrem pomenu, ker si omenil ta zamjatin, da kako seks skozi steklo, tiste privat ure, ne pa ljubezen. Tukaj me je zelo zamikal en film, mogoče sem ga že tukaj omenil, dobite ga na Pirate Bayu, zastoj je dober. Nek italijanski iz leta 72, Vogliamo far bene l'amore, dobro se ljubimo, ki je točno utopija v tej smeri, tehnoutopija, sam neka taka resnica odmeva, to je duh našega časa. Da sem čist kratek. V bližnji prihodnosti nekaj gre narobe, ne vem kaj, nafte ni, premoga, manjka energije. In potem to je ironično mišljeno, daljni učenec Wilhelma Reicha reaktualizira tisti njegov orgazmotron ali kaj in ugotovi, da se da med seksom, če si priključen na neke naprave, blazno energije spraviti, ujeti, zdaj pridem do tebe, z enim pogojem, da ne smeš biti zaljubljen. In potem je genijalen obrat, ki prepričajo papeža,
da obrne teorijo. Greh ni seks, greh je, če si zaljubljen v svojega partnerja. In potem imaš genialne scene spovedi, pride nekdo, pa prav, veste, včeraj sem imel seks z ženo, pa sem čutil ljubezen do nje. In reče, groza, spokori se, to v komad. In potem moja priljubljena scena, stalinska, da 2-krat na teden poročeni pari od teh let do tega se zberejo v veliki sobi, vsak na svojem divanu, postli in kot neki delovodja en stoji in reče, dejmo, ti tretja postla mal hitreje udarjaj, dejmo in tako naprej. Neka je resnica na tem. Živimo v taki družbi, kjer je ljubezen čedalje bolj dobesedno prepovedana, če že je, moraš pustiti poliamori, kaj pa, če jih imam več rad, pa tako. In skratka, da se ne zgubim, naslednja točka. Tisto, ko si omenil umetna inteligenca, misli ali ne, to je zelo zanimiva topika, veliko se na Zahodu pogovarjam s specialisti in na neki ravni smo se celo ujeli. Prvič, mi napačno razmišljamo, ker smo, kot si že ti nakazal, čisto obsedeni od tega, ali bojo stroji, superkompjuterji v katerikoli obliki, ali bojo lahko zares mislili kot mi, ali so to samo mašine, kjer se nekaj naslepo dogaja. Moja rešitev bi bila ta. Mogoče bojo razvili neko, težko reči, duhovnost, ampak zakaj jo merimo z našimi merili? Mogoče bo to nekaj čisto drugačnega, ker je veliko hujš, da je ta naša alternativa, ali je slep stroj ali naša duhovnost, da je to napačna. Kaj pa, če obstoji nek čisto nov tip duhovnosti, ki je sploh ne bomo prepoznali? Druga poanta, in bi še vas rad izval s tem, kaj mislite. Ponovadi strokovnjake vsaj spravim v dvom, če ne. Veste, česa vsaj sedaj umetna inteligenca ne more delati? To, kar definira človeško samostojnost, ne v pomenu super avtonomne možnosti, ampak v pomenu zagate obupa. Recimo, kot je imel že Lacan lepo speljano, osnovni človeški akt je preklinjanje. Kaj je preklinjanje? Preklinjanje ni samo neki grozno misel. Ne, preklinjanje je frustracija, neki bi rad rekel, pa ne najdeš prave besede. In sem se pogovarjal z nekim duhovnikom, jaz imam ogromno prijateljev, ne v Sloveniji, v Angliji, ki se je režil in se je strinjal, ker sem rekel, a ne bi bilo pol lepš tako interpretirati križanje, da Kristus, ki umira, reče o Krist, kot preklinja s svojim imenom, pa nekaj drugega. Se pravi, a vidite, v čem je poanta? A ima lahko, jasno, da lahko v stroj programiramo to zagato, ampak a lahko stroj sam iz sebe občuti to, kar je osnovno za naš človeški simbolni univerzum. Da nikoli nisi čisto v jeziku, da si vedno nekaj ne moreš reči v zagati, druga pa je ta, še bolj zanimiva in zelo preprosta. Ti drobni rituali, tudi jaz jih imam, vsi jih imamo, a veste, recimo, ne vem, če vidiš tak krog, ali tukaj črte, moraš na nek način stopiti, da se nobene črte ne dotakneš ali kaj, ali pa ne vem, ko kuhaš kavo. Te drobne vsakdanje geste, ki v bistvu je v tem, nimajo nobene pragmatične funkcije. Nobene. Ti pa dajo neko stabilnost. Ali je stroj to zmožen narediti? Dovolj, zdaj grem k tebi, neposredno, da začnemo malo razmišljati o alternativah. Daleč od tega, da bi bil anti-orientalc, mislim, da so nam tukaj lahko tako, dva zelo čudna primera bom dal. Če iščemo, kot bi ti rekel, ne neke mega projekte, ampak drobne znake, kje se kaj odpira, vsaj potencialno. Jaz verjamem v Japonce tukaj. A veste, kaj so Japonci naredili?
To sem vedel že prej, nisem samo gledal to serijo Shogun, ki je zdaj spet moderna. Leta 1603, predtem je bila Japonska v grozni krizi, se je začelo novo obdobje, tako imenovano Tokugawa obdobje, kjer je 250 let se Japonska zavestno, ne demokratično, ampak vodilni sloj, izolirala od sveta. In dobro, še vedno je bila hierarhija, revščina, ampak družba je živela v miru, ta glavne vrednote so postale umetnost, galantnost, zabava, čudo so naredili. Potem so se morali odpreti na brutalni pritisk Amerike. Drugo, to bo spadlo zelo naivno, ampak jaz gledam to kot pozitiven znak. Bral sem novico in takoj svoje kitajske prijatelje, vprašal je res, zdaj je, ni se množično. Je pa nek trend, prosim, ubil vas bom, če boste to razumeli antifeministično. Jaz to razumem kot zelo pozitivno. Trend med 10 000 žensk, ki jim je uspelo prodreti na te menedžerske vodilne pozicije. 10 000 so ugotovili, tam sem jaz skozi živčna, kaj imam od življenja. Hkrati so ugotovili, da v teh novorazvitih srednje višje slojnih naseljih, ko vsi grajo kot nori in je premalo čistilk, je blazno relativno dobro plačano, če si čistilka. In imaš 10 000 žensk, visoko izobraženih, ki so ugotovile, zakaj ne bi par ur na dan čistila stanovanja in v miru živela. Meni se zdi to en pozitiven trend, v smislu, a ni vse skupaj preveč noro. Ker, zdaj pa grem k tebi, to, kar si ti rekel, verjemi vase pa to, ne? To je dejansko trend, kot sem že mogoče govoril celo tukaj, ne toliko niti na Japonskem, kot predvsem v Južni Koreji, mlada generacija postaja ne v slabem pomenu indiferentna. Ne vem, če ste vi videli, jaz ga nisem videl, sem samo pisal o njemu, ta film od Wima Wendersa, Popolni dnevi, ne? Nek običajen človek, ki zasluži skromno s čiščenjem stranišč, ampak ima izolirano, zadovoljno življenje, ta umik v neambicioznost. In meni pravijo prijatelji iz Japonske in predvsem Južne Koreje, da ta umik v zasebnost postaja množični trend. In to postaja zato tudi, če dalje bolj problem za oblasti. Ni čudno, da je ta ista Južna Koreja, če bo šlo tako naprej, je čez 20 let ne bo. Zakaj? A to veste, se opravičujem za moško-šovinistični ton, ampak če ne se neka etnična skupnost reproducira, mora imeti vsaj povprečna ženska malo več kot 2 otroka, ne, za tiste. Ja, zdaj Evropa je že v katastrofi, v Italiji je okoli 1,5, se mi zdi. Veste, koliko je v Južni Koreji zdaj povprečna ženska, koliko ima otrok? 0,66. Se pravi, meni se to ne zdi nič slabega, zakaj pa, ampak kar me zanima je, in tukaj vidim nevarnost, reakcija oblasti na to. Ker, kot si ti lepo rekel, se ne da več politično mobilizirati ljudi, je tisto, kar jaz vidim kot resno nevarnost, ne bomo uporabljali velikih besed distopija, ampak liberalni kapitalizem, kot ga poznamo, prihaja k koncu. Kaj ga bo nadomestilo? Nekaj, čemur bi jaz najraj rekel, mehki fašizem. Se pravi, ekonomija popolnoma upeta, mogoče z malo regulacije v svetovni trg, ampak da ohraniš etnično enotnost tvoje skupnosti, se vrneš k tradiciji. Model je tukaj, sem ga že omenil tukaj, Wang Huning, tretji človek Kitajske, ključen ideolog, ki je fasciniran nad Ameriko in kar bi on rad je,
ekonomsko čudo Amerike, ampak z ohranitvijo tradicionalnih vrednot. In ko sem z nekim Kitajcem govoril o tem, ker on pravi, jaz sem konzervativni modernist. Jaz sem rekel, pa kaj ne rečeš, to poznamo v Evropi, temu mi pravimo fašizem, ne? Ker osnovna ideja fašizma je, ja, hočemo modernizacijo, ampak hkrati organsko, harmonično skupnost in neverjetno, kako gre v to Kitajska, to morate vse spremljati. Zadnji govor, kako se šefu reče, tam Xi, ne vem, kdorkoli, šef, zadnji njegov govor, da treba mlade bolj vzgajati. Kako to misli? Nobenega, ma dejte, no, komunizem ali kaj. Vzgajati v tradicionalni kitajskih vrednotah, konfucianizem in tako naprej. Putin gre zdaj na isto norost, ne vem, če ste brali, pred enim mesecem je na Putinov predlog država sprejela odlok, seznam 48 držav, ki so sovražnice Rusije, ker so nespojljive z tradicionalnimi ruskimi vrednotami, modi dela to. Se pravi, jaz vidim tukaj veliko nevarnost. Tega, glavna nevarnost danes se mi zdi spet to, čemur bi rekel konzervativni modernizem. Hočeš tehnologijo, pa vse to, hkrati močno avtoritarno državo, ki kontrolira ideologijo, to ne bo šlo. Veste, zakaj ne, da se ne zgubljam, preveč govorim? Zato, ker moj lakanovski prijatelj Todd McGovern je neko neverjetno tezo postavil, seveda mišljeno ironično, da imajo konzervativci, ki pravijo, kapitalizma se ne da ukiniti, sama človekova narava, kako želimo, je kapitalistična, to misli, da je nekaj na tem. V čem? Do kapitalizma so vse družbe vse družbe so vedle, želja, perverzija je presežek. In so imele ta cilj postaviti neko vrhovno vrednoto, ki bo obvladala to stalno hlastanje po presežku. S kapitalizmom se to zlomi. Kapitalizem je samo to, ki si rekel Nietzsche, človek več in sploh ni več neke skrajne točke tega več. In jaz mislim, da ko tega hudiča, ali koga se spusti iz vreče, tistega hudobnega, ni več poti nazaj. Jaz ne verjamem v tak način obvladovanja prihodnosti. Zdaj pa ti povej, kako pa, ker jaz imam še presenečenja. Ok, mogoče bom prvo dal par komentarjev. Zdaj, kar se tehnologije tiče, pa vprašanja, kakšno obličnost bo dobila, mislim, da je tako, ne, Dune in njegova zgodba je v resnici temeljno delo ameriške znanstvene fantastike, ker ta vojna ljudi proti strojem, pa ljudje, ki izgubijo oblast nad stroji, je v resnici motiv vojn vseh možnih filmov, pač od Terminatorja, Odiseje 2001, Matrice in tako naprej. Skratka, skozi se ta motiv pojavlja. In prvi od njih, Odiseja 2001, pokaže, kdaj se kontrola človeka nad tehnologijo zgodi zelo lepo tam, ko ta glavni junak zaspi na vesoljski ladji in mu iz rok svinčnik začne letbeti prosto po breztežnostnem prostoru. Kar hočem reči je, da jaz vidim tako, človek je produkt narave in človek je zdaj pač ustvaril tehnologijo, da bi obvladoval naravo. In je v bistvu na pol poti med naravo in tehnologijo. Ampak ko je narava nas ustvarila, razen če smo verni, ni razmišljala, kaj je ustvarila. Ne, pač človek je divja žival, človek je pobegnil iz njenih okvirov. Pač na neki točki, to se lahko pogovarjamo, kje v zgodovini se je to zgodil, se je pač zgodil ta break, kjer je pač se človek osvobodil njenih spon in začel delati po svoje. Mi pa zdaj ustvarjamo pametno tehnologijo, po mojem brez temeljnega vprašanja, a tukaj obstaja pač ta breaking point, a ga bomo videli šele za nazaj. Tako da to je moje prvo vprašanje. Čakaj, oprosti, samo, ne bom te povedal, samo, a bi lahko pojasnil, upam, da poznate osnovno zgodbo. Ljudje se kolektivno uprejo, ampak potem imaš nek imperij in potem imaš to
revolucijo, Dune. A vidiš kako drugo varianto? A je to prihodnost? Ker v bistvu je tihi projekt Dune islamizem. Se tudi rečejo v tej vojni džihad in tako naprej. Ko Kyle MacLachlan ga igra, sem pozabil ime, novi vodja. Kaj vidiš kot projekt vseeno zadaj, Dune? Jaz Dune tako berem. Mislim, to je tako pod medvrsticami pač pripoveduje to zgodbo, drugače pa to je ena taka meditacija pač o moči in o njeni zlorabi. Ker film se konča tam neko, ta mali, no, ki ga Timothée Chalamet igra, pač postane vladar vesolja, ampak vse knjige naprej v bistvu pokažejo, kakšen grozljiv vladar vesolja je postal, zaradi tega, ker si je prisvojil z dvigom množic pa z radikalnim džihadom tako absolutno moč in oblast. Tako da je zanimiva knjiga, no, ampak jaz ne bi rekel, da so to naše prihodnosti, bolj se strinjam s tabo, da je trenutna alternativa res problematična in se pač geografsko se začne po mojem pač najbližje pač Republika Srpska pa Srbija, kjer smo prišli do tega, da ko sem se zadnjič z enimi Srbi pogovarjal, so rekli, ja veste, ne, Slovenci, ko ste šli iz Jugoslavije, ste imeli eno smer, šli ste v Evropsko unijo, vi ste prevzeli pač evropski red, kakor tok, ki je še zmer pač utemeljen na idealih francoske revolucije, pač svoboda, enakost, bratstvo, lahko se pač pogovarjamo o tem, koliko to še drži, pa koliko ne. Medtem ko v Srbiji se je pa vzpostavil sistem, ki je utemeljen zgolj na moči. Mislim, na tej praznosti, pač na ničejanski moči, kjer vladar zlorablja vse možne inštitucije zgolj zato, da pač ohranja moč. In taki tipi vladavin se množično pač razvijajo po svetu in to je danes alternativa. Obstajajo tudi teorije o tem, Branko Milanović, srbski ekonomist, je rekel, da je svet počel na dva kosa, meritokratski kapitalizem, kakor ta še drži na zahodu, in politični kapitalizem na vzhodu. Razlika med njima naj bi bila, da v meritokratskem kapitalizmu, spet zelo v narekovajih o njem govorim, ker imamo resne probleme in tukaj se strinjam s Slavojem, je, da v meritokratskem sistemu naj bi ti v življenju imel toliko možnosti, kolikor si sposoben, v političnem kapitalizmu imaš pa toliko možnosti, kolikor imaš političnih vez in poznanstv, da kam prideš. Ker bi rad še mal dal publiki besedo, bom jaz v bistvu zaključil z enim utrinkom, ki je v bistvu grozljiv, ampak nam nekaj upanja daje. Pred 14 dnevi je išla knjiga Svobodna, Leje Ipi, albanska avtorica, ful priporočam v branje. In ona, kar je zelo zanimivo za pač punčko, žensko, ki je otroštvo pa mladost preživela v Albaniji. Ta pravi Albaniji. Pravi, Hodža Albaniji. Ona je bila rojena leta 1979. Hodžaistično Albanijo, mislim, da ni treba posebej predstavljati, to je bila neke vrste Severna Koreja, pač na Balkanu, zapor na prostem. Ona je bila hči dveh ljudi, ki sta bila mal da ne pač označena za državne sovražnike zaradi biografije in sta se pred njo pogovarjala o kodah. Ampak zanimivo pa je, da ona za razliko od ljudi, ki so do zdaj popisovali svojo izkušnjo komunizma na vzhodu, ona ne popiše tega, kar popiše Solženicin in tako naprej. Ona pove nekaj drugega. Ona opisuje skozi svoje naivne otroške oči to dobo med letoma 79 pa 90, kjer ni nič razumela, kaj se tako pač na vrhu družbe dogaja, je pa pač videla te odnose med ljudmi. V smislu, nihče ni imel, je rekla pač, nihče ni imel vsega,
vsi smo bili malo lačni, ampak ker smo vsi imeli vse, pa nihče ni bil zares lačen. Ko si pač hotel kupiti hladilnik, so ti sodelavci v službi pač zbirali denar v prašička za to, da si dobil denar, da si kupiš hladilnik. Družba je tako pač delovala, ne? Odnosi med ljudmi so v resnici bili solidarni, čeprav ona takrat ni videla, da pod veliko prisilo, ampak za njo se je konec sveta začel v bistvu takrat, ko je ta režim počel. In takrat pol začne opisovati naenkrat njen oče, ki prej ni smel biti nič, postane šef pristanišča in on odpusti tam na 100 Romov, ki so pač s tem služili kruh, čeprav je bil po srcu dobričina. In naenkrat pa so ljudje v Albaniji lačni. In naenkrat pač ljudje pač se začnejo obnašati pač drug do drugega tako, kot pač iz tranzicij poznamo. V smislu pač kraje, divje privatizacije, plenjenje, teptanje drugih, boj za moč, česar prej ni bilo. In moje temeljno vprašanje tukaj je, in to je po mojem vprašanje pač tako liberalizma kot socializma, oziroma sta dve. Vprašanje liberalizma je, ko v Albanijo pride liberalizem, je ta pač postavljen na temeljih, da je moja svoboda omejena s tvojo svobodo. In mislim, da praktično v nobeni državi to ne velja, oziroma nek italijanski avtor je rekel, da imamo danes upravke z metastazirano svobodo. Se pravi pač svobodo, ki se na vse možne načine zažira pač v svobodo drugega. Lahko ti rečem, kar hočem, lahko te tako ali drugače pač prevaram, lahko te, ne, marsikaj je danes dovoljeno. Ampak liberalizem je postavljen na prepričanju oziroma na predpostavki, da bodo ljudje spoštovali svobodo drugih, tako kot spoštujejo svojo svobodo. In to je po mojem vprašanje, ali lahko do tega pridemo. Vprašanje socializma pa je, to, kar ta punčka Leja Ipi opisuje skozi svoje oči, to solidarnost med ljudmi, a smo zmožni to zamišljati brez prisile? A smo si zmožni to zamišljati in organizirati brez tega, česar ona takrat v družbi ni videla? To bi bilo mogoče, evo, moje vprašanje, ki ga dajem za finiš tega svojega zadnjega izvajanja. Slavoj. Samo če lahko jaz še končam. Kot neke vrste levičar, a bi se strinjal z mojim odgovorom, da tukaj je okoli ravno svobode ta odločilna bitka, ne? Liberali čisti radi poudarjajo omejitev svobode, svoboda drugega in tako naprej. Jaz pa pravim, da svoboda sama, če ne bo dejanska, rabi trdna, zavezujoča pravila. Recimo, enostaven primer. Hočem svobodo, da študiram, postanem, kar hočem, da ostanem zdrav. Oprostite, brez javnega zdravstva in javnega šolstva to ne gre. Se pravi, ne ta antiliberalna, treba omejiti svobodo, ampak treba z vsem spoštovanjem liberalnih vrednot videti, kaj ta svoboda, če ne bo dejanska, predpostavlja. Ampak zdaj bi šel jaz še v nekaj drugega. Kjer sem pa jaz pesimist, je v tem. Mislim, da glede na težave, katastrofe, potencialne katastrofe, s katerimi se danes soočamo, liberalna demokracija, kot jo poznamo, ne deluje. Moral sem se strinjati z nekim Kitajcem, ki mi je rekel, poslušaj, karkoli zarečeš o Kitajski, mi vsaj razmišljamo o pravih problemih. To je cinično dodal, ker nam ni treba, da nas skrbi, a bomo zmagali na naslednjih volitvah. Ne? Razmišljamo, kako naslednjih 30, 50 let in tako naprej. Druga točka. Jaz mislim, da, to bom pa rekel, zdaj nekaj grešno, nedemokratskega, samo da mislim,
marsikateri socialist se tega zaveda, ampak ne bo rekel. Kaj pa, če se večina sistematično moti? Recimo, vsi vemo, kaj vse bi bilo potrebno, da se soočimo z imigrantsko krizo, z krizo, okoljsko krizo in tako naprej. Zdaj, vseh levičarjev je, boste videli, ko bo pa kriza zares udarila, se bojo pa ljudje streznili. Ne, kaj če se ljudje nikoli ne bojo streznili. Zato sem jaz odkrito za neko omejitev demokracije v pomenu, v dveh pomenih. Eno, to, kar si ti lepo rekel, ta, kako bi rekel, množična mobilizacija, ki je ne smemo zamešati z demokratsko mobilizacijo, 61% bomo ljudi. Se veste, kako je, bo dal primer, s katerim jaz nisem bil, čeprav nisem bil nič proti. Identificiram, se spomnite, to mi je skoraj nerodno reči, takrat referendum Samostojna Slovenija. Tam ni šlo za demokracijo. To je bil duh, to treba narediti. In ker danes navežem na te, vsak skrbi zase, to ni možno, ta prostor zaseda čedalje bolj religija. In zato me tudi religija zanima, ob vsej kritiki, poslušajte, jaz sem bil že tam razglašen za špiona CIA, prepovedam bil prihod, ampak Iran, Homeinini revolucija, to je Michel Foucaulta tako fasciniralo. Milijoni ljudi, pa ni bila taka revščina pod šahom, je bilo naenkrat pripravljenih za neko religiozno, politično idejo žrtvovati življenja, se neverjetno kolektivno mobilizirati. Zdaj, neki, tudi sem tudi kritičen, tako kot ti neki bolj neumni levičarji, radi rečejo, ja, tukaj religija, to je lažna, slaba politizacija religije. Ne, jaz mislim, da je bolj radikalno. Danes, v tej, kot si jo ti lepo opisal, anonimno ekspertni družbi, ki vsak zase skrbi, se politika, nažalost, politika kot taka se vrača v religiji. Khomeini je lepo rekel, in tukaj ga spoštujem, islam je političen ali ga ni. Njega sploh ni zanimalo, ali ljudje res verujejo v Allaha. Ne, njega je zanimalo, kakšno družbo zgraditi. In mislim, da je imel v osnovi dobro vizijo. Da je treba demokratično izvoljen parlament in tako naprej kontrolirati z neko, problem je v tem, kako jo zbrati, in problem je v tem neko ekspertno skupino, ki ima pravico veta in usmerjati. Ne me spraševati, kako jo narediti, če tega ne bomo uspeli narediti, samo to pravim, smo zgubljeni. Še, da bi pa končal z nekim bolj optimističnim, da ne boste rekli spet neki eksperti, pa preziram navadne ljudi, bi pa res končal s tem. Moj prijatelj, Hanif Kureishi, pisatelj, se je že splošno znano, kaj se mu je zgodilo. Pred dobrim letom, lepom pa pol se je sesedel v Rimu na ulici in od takrat je od tukaj dol rastlina. Niti rok ne more premikati in tako naprej. In zdaj je izdal knjigo Shattered, pretresen, kjer me je prav prizadel nek odlomek, ne bom ga prebral, improviziral, sem opisal ga bom. Ker je rekel, da je doživel pravo etično preroditev in on proba upeljati razliko, ki bo mislim danes ključna med poklicem v pomenu job, preprosto zbiram, a bi to, a bi tam, kje sem bom bolj zadovoljen, kje bo več denarja in to, čemur se reče, ne vem, imamo slovenski izraz, v angleščini vocation. Poklic v bolj radikalnem pomenu, da si za nekaj poklican. Kje je on to odkril? V Angliji je tako, kot pri nas. Imaš dobro plačane zdravnike, pomaš pa vse te sestre, skrbnike in tako naprej, ki so slabo plačani, trpijo, ampak je rekel, neverjetno, pri kakšnem štedilu
teh navadnih, slabo plačanih skrbnikov. In to je za Kureishija skrajno poniževalno, kaj je moral doživeti. Pazite, jaz sem rad za trenutek vulgaren. Problem ni hrana, ki ga morajo hraniti. Problem je izločanje. Vsako jutro ga morajo obrniti na trebuh in s prstom vzdražiti. In to delajo ljudje, ki so slabo plačani. In njega je prav pretreslo, še jaz sem malo joko, ko on je sistematično pol te pomočnike, moške, ženske sprašal, pa zakaj to delate, pa hkrati jabrate, da ste slabo plačani. Noben ni šel v to bombastiko, ker je to moje višje poslanstvo. Ampak tako preprosto se rekli, pa ne moram vas pustiti, da trpite, pa ne moram drugače, to moram narediti. Tukaj pa bom jaz, ponovadi sem vedno cinik, rekel, ne, navadni ljudje, tako imenovani, so lahko veliko slabši, kot mislimo, lahko pa so tudi boljši. In veliko ljudi, točno med zdravniki, ne ta bogatimi, bolj med temi, ki delajo te najbolj poniževalne posle. In jaz sem se takoj spoprijateljil s to njeno gospo, eno pomočnico, si predstavljate, kako obsceno, ker je ona, sem rekel, a res morate tako s prstom not, ne? Rekla, ja, pa sem pa rekel, on je pisatelj in on misli, Hanif Kurić je metaforično in za njega beseda up yours pomeni metaforično. Sem rekel, a vam ni lepo, vi pa lahko njemu to dobesedno delate, up yours. In smo se objeli in smejali. Ne, a veste, kaj hočem reči? Tukaj so veliki potenciali, družba, če ustvari drugačne pogoje, jih lahko realizira. Niso ljudje samo v resnici egoisti, svinje in tako naprej. Ne, je potencial v ljudeh. Spet, stvar je preprosto, kolikokrat pri teh čisto navadnih ljudeh vidiš, pa to ni nobena patetična želja, da bi bili dobri ali kaj. Ampak ta najbolj elementaren občutek, zato sem poklican. Ne morem ne narediti tega. Tukaj je, mislim, potencial od spodaj za to, da se bo mogoče kako dobro čudo zgodilo. Zdaj pa res, ajmo, diži dupe, ti pa vodi diskusijo. Ja. Zdaj pa sam res za 2-3 kratka vprašanja, če ima kdo kaj za vprašati. Aha. Res kratko, prosim. Pa prosim, ne dnevno političnih tem. Ja, ker samo ena kritika njega, ti si enkrat omenil tukaj, besedo tukaj, tukaj je tako. In to si mislil, to državo, ne bom. In si kršil pravilo, ko smo se zmenila, da niti opisno, niti dobesedno beseda Slovenije ne sme biti izrečena. Zato si kaznovan. Gremo naprej. Elena Petrič. Ja, vem. Hvala. Jaz sem živela tudi v enem takem režimu v Jugoslaviji, v instituciji 12 let. Ko sem postala polnoletna, sem si izborila, da zdaj živim neodvisno življenje s pomočjo osebne asistence. Zato smo se borili dolgih 25 let. In zdaj obžalujem, gospod Mesec, da vi tako ignorirate naše prošnje, zahteve in se tukaj delate pametne. Jaz imam na srečo ravno tako, gospod Žižek, take asistentke in asistente, ki mi delajo vse to, tudi pomagajo pri kakanju, odvajanju, kot se temu reče, aspiracija, stvari, ki so medicinske, ki v bistvu v bolnici to počnejo samo diplomirane medicinske sestre. Vse to meni izvajajo asistentke, ki so laične, priučene za malo več kot minimalno plačo. Samo to. In zdaj grem. Hvala. Hvala za vprašanje.
oziroma komentar? Se bi bil komentar. Mava zeleno, pogost ti pogovore, tako da mislim, da ne rabi komentarja. Hvala. Še kdo? Kakšno vprašanje mogoče? Dovtip? Noben se ne boji? Ali se je velik? Imamo še kaj drugega? Potem pa hvala lepa, to sta bila... Čak, govori z norcem. Še 6 minut je, daj ti še kako misel, pa bom še jaz. Ne dam časa. Še 6 minut pa pol imamo. Evo, izvolej, Slavo, je tih... Ne, daj kar... Dobro, da vas bom pa... Mogoče lahko jaz pa dam še eno misel, evo. Prej sem govoril o tem razkroju družbe. Ena stvar je, pa tle pa bom malo notranji političen, je zelo zanimiva. Zdaj tako, če Slovence vprašamo v javnomnenjskih raziskavah, govorim, a ste zadovoljni s svojim življenjem v Sloveniji, jih bo 9 od 10 rekli ja. Če se vprašamo pač kolektivno, a smo zadovoljni s stanjem v državi ali pa življenjem v državi, bomo pa rekli, najmanj zaskrbljeni smo, če ne bomo rekli razočarani ali pa groza. In tukaj vmes mislim, da se zgublja to, o čemer sem prej govoril. Ker na nek način smo prišli v situacijo, kjer je edina sreča, ki je še možna, pač je osebna. Kolektivne si pa sploh ne znamo več zamisliti oziroma pač prihaja samo mogoče v kakšnih utrinkih upanja, ko se kaj lepega, v kar pa verjamemo, zgodi. In tukaj mislim, se zelo strinjam s Slavojem, kar je prej govoril, da treba si bo zamisliti, v katere cilje pa bi lahko verjeli in kateri cilji in na kakšen način bi nas pa lahko povezali, da bi lahko spet postali kolektiv. Evo, to mogoče za... Da te sam dopolnim, se strinjam in zato, ampak bom takoj razbil nesporazum. V tem smislu samo se imam še za komunista. Ne v smislu CK pa Kučan kliče ministrice, koga morajo imenovati. Pa tako. Ne v tem pomenu, ampak v preprostem pomenu, a ni jasno, problemi, ki jih imamo, umetna inteligenca, okolje, vojne, se dajo rešiti samo z neko globalno kooperacijo. Do neke povezave bo nujno prišlo, če ne se bližamo katastrofi. No in tukaj bom probal samo z neko provokacijo končati. Veste, ko slišimo zdaj, ko nas vse skrbijo zadnji volilni ukrepi te populistične desnice, mene zelo znova in znova čudi neumnost levice. In če ne bi bil tako zaskrbljen, bi rekel, Madonna, sej zaslužimo to. Zakaj? Prvič, seveda, ne jemljem resno teh populističnih desničarjev, recimo njihova velika zahteva je manj, predvsem te neizobražene, nizke migracije, manj teh neizobraženih imigrantov. Ja pa, a se zavedajo, kakšno popolno oslarijo govorijo? V stiku z nekaterimi našimi politiki, jih ne bom imenoval, rekel bom samo, da letijo po zraku. Kdo leti po zraku? Kateri ptiči? Ne bomo ga imenovali. Mi je rekel, da je govoril z Giorgio Meloni, ki mu je rekla, da je sama morala spremeniti stališče, začela je kot imigrante ven, pa je pa prišla do tega, če res vrže preveč imigrantov ven, je konec z Italijo. Velika večina teh pod narekovaji nižjih poslov, gradbena dela, skrbništvo in tako dalje, je že na teh. Anglija je do istega prišla. Nemčiji blazno primankuje točno teh, tudi o tem, kar smo prej govorili, teh skrbnikov pa tako. Švedska. Imam tam prijatelja, ki mu mama ravno tako živi v nekem tem zavetišču za stare in pravi, razen ene Poljakinje ali dveh, sploh ni nobenega Belca tam. Se pravi, to je prvo vprašanje, ki ga jaz imam.
Desni odgovor je, treba strogo ločiti kire migrante. Ne, to je preenostavno. A se zavedamo in tukaj ne kriviti nekih komunajzarjev, ki hočejo uničiti našo nacijo. To je logika sedanjega globalnega kapitala. Tista ogroža našo identiteto. Drugo, kar mi gre tako na jetra pa pri levičarjih, je, če jim rečeš, posluš pa, ljudi skrbijo te emigranti, nasilje pa to, ne, jaz postanem Goebbels pa pistolo ven, pa začnem streljati simbolno, zaenkrat, če mi rečejo, sej moramo prisluhniti tem skrbem navadnih ljudi. Pa jih naprej sprašujem, kaj s tem mislijo. In je zadnji nek tak zoprn pokroviteljski odnos. V bistvu hočejo reči to. Navadni ljudje so zaskrbljeni, v redu, naučiti jih samo moramo, da mirijo svojo jezo na napačne ljudi, na imigrante, v resnici je kriv velik kapital, ne vem kaj. Kaj si predstavljajo? Da bomo pridigali to navadnim ljudem in pol bojo rekli, Madonna, oprostite, nisem videl, niso imigranti, ampak velik kapital. Prvič, večina antiimigrantov to dobro ve. Veliki motiv lažnega antikapitalista, Trumpa, lažnega antikapitalista, ki ga zdaj podpira Elon Musk, trenutno najbogatejši človek na svetu, je točno to, da so imigranti pa to orodje velekapitala, v čemer je element resnice. V Ameriki je jasno, da velik kapital je bil vedno bolj za prosto imigracijo, ker s tem pritiskaš na lastno delovno silo in tako naprej. Potem je še tukaj problem, ne bom vlekel, ker zdaj še 11 sekund, hočem samo to reči, da zavedajmo se, da je problem sobivanja različnih kultur, načinov življenja, pa to, da je to resen problem, ki je mogoče celo v nekem pomenu nerešljiv. Nerešljiv v pomenu, zdaj bomo pa imeli eno formulo in tako naprej. Dajmo priznati, da je to resen problem, ker tak enostaven pokroviteljski odnos ne bo deloval. Gotovo. Lahko sam en komentar? Jaz sem po funkciji moderator, mediator socialnega dialoga. To je dialog med sindikati pa med delodajalci. Tako da poznam veliko ljudi z obeh strani. In prej, ko sem govoril o tem verjemi vase, pa osebna sreča, pa ne briga nas kolektivno, moram povedati, da nisem srečal malo takih, ki rečejo hkrati rabim tuje delavce, pa preveč teh migrantov je v Sloveniji. Ta schizofrenija ni tako redka. Ja. Hvala. Hvala. Slavoj Žižek in Luka Mesec. Hvala.